dovolj dobro uporabimo prezentacijski način pri PowerPointu ali Keynotu. No, velika večina uporablja to recimo pravilno, čeprav dostikrat tudi vidimo, da pustijo na ekranu kar tole in potem na levem traku se premikajo sem ter tja, vendar je še vedno relativno veliko prostora tu na vrhu in verjetno nas ne zanima, kaj tule kaže, ne. Tako da pravilna zadeva bi bila, da tu spodaj zaženemo slideshow ali pa tudi imamo v meniju iste opcije ali pa funkcijsko tipko F5. No, če zaženemo slideshow, potem vidimo tole in to tudi vidijo naši uporabniki. Torej, mi ne vidimo prezentacijskega načina. No, če damo Use User Presenter, potem pa vidimo komentarje, če smo si jih pisali, naslednje slide, skratka prezentacijski način, ki je namenjen predavatelju, ampak ta ni namenjen slušatelju. Kako pa to potem izgleda v videokonferencah? Poglejmo še to. Zagnal bom videokonferenco in pri videokonferenci bom delil ekran. Screen, share, ok, in zaženem predstavitev, slideshow, pa rečem prezentacijo oziroma kliknem prezentacijski način. To pomeni, tako jaz kot vsi uporabniki vidijo prezentacijski način. Kako urediti, da bom jaz videl prezentacijski način, uporabniki pa samo prosojnico, ki je namenjena njim. To lahko uredimo na tak način, da pošljemo sliko na drugi ekran. Jaz bom priključil zdaj tole drugi ekran. Ki ga vidite v ozadju. In zdaj je ekran računalnika je prvi ekran, ekran v ozadju je pa ekran 2. In zdaj, you are sharing your screen, bomo tole stop sharing naredili, pa zadevo ponovimo še enkrat. To pomeni, ko dam share content, zdaj vidim tule share prvega ekrana in pa share drugega ekrana. Torej, delil bom drugi ekran. No, in ko zaženem prezentacijo, je zdaj tako. Na mojem ekranu imam prezentacijski zaslon, to pomeni, vidim tisto, kar je trenutno na zaslonu, vidim nadaljnje in tudi predhodne slideshowe, torej prosojnice, in pa komentarje, v kolikor bi jih pisal, pa še čas prezentacije. No, medtem ko uporabniki v videokonferenci vidijo pa samo aktualno prosojnico iz ekrana.